Kaj pa, če bo vse v redu? Kaj pa, če se bo vse tako izteklo, kot si želite, da se izteče? Kaj pa, če bo vse po tistih smernicah, željah, viziji, kot jo imate globoko v srcu? Moje ime je Aleksander in namen tega coaching vprašanja je, da vsakeč znova, ko se sekirate, vas je strah, se sprašujete, kaj bi lahko šlo narobe, da se tudi vprašate obenem, kaj pa, če bo v redu? Kaj pa, če bo vse tako, kot si želite, da bo? In da se s tem zaupanjem, s tem mirom, s to hvaležnostjo, s tem, da veste, da bo na koncu vse v redu, napolnite, da boste lažje šli skozi življenje, da veste, da bo vse v redu. In če še ni v redu, pomeni, da tisto v redu prihaja. In zato je fajn, da vztrajate, da ne obupate, da verjamete, da zaupate, da se bo nekoč vse poklopilo, tako kot si želite, da se poklopi. Da zaupate, da boste našli formulo, recept. Da zaupate, da boste našli moč. Da zaupate, da boste našli vse tiste vire, ki jih potrebujete, da naredite transformacijo, da naredite spremembo, da naredite preboj, da dobite denar, da dobite kariero, zdravje, odnose, vse, kar si srčno želite. Da je samo vprašanje časa. Kaj pa, če bo vse v redu? Kaj pa, če se lahko zdaj umirite? Kaj pa, če lahko zaupate v proces? Kaj pa, če lahko zaupate Bogu, vesolju, naravi, karkoli že verjamete? Ker veste, da ta planet obstaja že veliko časa. In z vidika človeštva, z vidika tega planeta, tega sveta, je ta naš izziv ali pa problemčič lahko dosti manjši, kot je v resnici. Kaj pa, če bo na koncu vse v redu? Kako lahko se pomirite in zaupate? Ko gledam nazaj v mojem življenju, je bilo toliko skrbi, toliko neprespanih noči in toliko strahov, ki so nikoli niso uresničili. Tolikokrat je bilo to, kar se je dogajalo v mojem čudovitem umu, samo plod mojega konstrukta. Samo plod tega, da se nisem vprašal tega vprašanja, ki ga danes dajem vam. In to je vprašanje, ki je dosti enostavno. Kaj pa, če bo v redu? Ker če razmišljamo, da ne bo v redu, če razmišljamo, da se nekaj ne bo zgodilo, če razmišljamo, da bi lahko šlo narobe, če razmišljamo, da morda bo šlo v smer, ki si ne želimo, da gre, je prav, da gremo tudi v nasprotno stran kovanca. Je prav, da pogledamo tudi z druge plati. Je prav, da tudi damo nekaj optimizma. Za vsako negativno misel imejte eno pozitivno. In pozitivna je nekajkrat močnejša. Bo prevagala tisto negativno. Vsakeč znova, ko vidite scenarij, da vam nekaj ne uspe, si v glavi naredite scenarij, da vam bo uspelo. Jaz vem, da imate v sebi še veliko potenciala in moči in zmožnosti. Tudi vem, da vi veste, da zdaj ne delate na polno. Da ne dajete vsega, kar bi lahko dali. Da si ne upate vsega, kar bi si upali. Da ne živite v polnosti, kot bi lahko živeli. In upam, da vas ta rezerva, ki jo imate v sebi, spodbuja, da boste upali, da si boste zaupali, da boste verjeli, da boste našli to moč in priložnost in vizijo in vse, kar potrebujete za to, da naredite preboje. Kako lepo je to življenje v trenutku, ko zaupate v proces, ko zaupate v manifestacijo, ko zaupate, da se vse zgodi z namenom, da je preteklost za vami
da je vse, kar se je zgodilo, služilo nekemu namenu in da bo šlo zdaj samo še navzgor. Da bo šlo zdaj samo še najboljše. In da imate sposobnost in moč, da dosežete to, kar bi radi dosegli v svojem življenju. Jaz zaupam v vas. Zaupam, da zmorete. Zaupam, da bo vse v redu. Zame, za vas, da nekega dne, ko naju več ne bo, da bo v tistem trenutku ostal lep spomin. Ostala neka lepa energija. Nekoč, nekje, v tej čudoviti deželici, ki ima 2 milijona prebivalcev, ki imajo veliko srce, in ne samo, da imajo naši prebivalci lepo, veliko srce, v našem imenu Slovenija je love, kar pomeni ljubezen. Je nekdo nekoč živel, ki si je upal, ki je zaupal, ki je živel v polnosti. In zato je moja spodbuda ali pa pozitivni nagovor, da greste naprej, da zaupate, da se ne ukvarjate z negativnimi občutki in mislimi, da se ne ukvarjate s tem, da nenehno razmišljate o negativnih scenarijih. Je prav, da ga imate predvidenega, je prav, da na to pomislite, vendar ne bo to poglaviten vir vašega razmišljanja, ne bo to poglaviten vir vaših misli. Zakaj? Ker ti zmorete. V vas je čudovita moč. In zdaj vas še enkrat vprašam to coaching vprašanje, kaj pa če bo vse v redu? Kaj pa če se bo vse lepo izteklo? Kaj pa če je za ovinkom rešitev? Kaj pa če je zdaj priložnost, ki bo za vas priložnost? Če še niste tega naredili, vam hvaležen, če boste všečkali, če boste delili, če boste komentirali. Napišite v komentarje, kakšno je bilo to coaching vprašanje. Hvala, ker ste, hvala, ker mi pomagate, da s tem, ko delite, všečkate, komentirate, naredimo skupaj nekaj dobrega. Res zaupam v proces, ki se imenuje življenje, in ko boste zaupali v ta proces tudi sami, boste videli, da dobro prihaja, da dobro se vrača z dobrim, da prihaja vaš čas in vaš trenutek. Res sem hvaležen in vesel, da ste nasmejani, dobre volje. Natalija, hvala za tvoj komentar, ker tam, ko si klikala na tisti všeček, si mi označila angry, ne, da si jezna, da nekaj ti ni bilo všeč, in zdaj, ko mi napišeš komentar, ti je všeč, tako da očitno, ko si klikala na angry, tisto faco angry na všečkanju, si klikala na nekaj druga, kar si mislila. Zdaj, ko spet sem koga res jezil z mojim komentarjem, ker mi je Natalija dala angry všeček, oziroma jezen všeček. In potem mi da angry všeček in potem mi napiše, da je vesela za vsebino, tako da očitno se je zmotila. Dobro. Tako da všečkajte, komentirajte, delite. Kaj pa če bo redo? Dajmo zaupati, da bo. Dajmo verjeti, da bo. Dajmo verjeti, da prije sonce. Res držim pesti, vam želim vse dobro. Ostanite zdravi, ostanite pozitivni. Hvala, ker ste. Res velika iskrena hvala. Velikanski poklon, velikanski objem. In neč, delite, všečkajte, komentirajte. Se vidimo kmalu, prav? Enkrat, ko boste rekli, Aleksandar, za dosti manj teh tvojih vprašanj, ne, bom jih nehal snemati. Zdaj enkrat mislim, da sem vam všeč, da vsakič najdete kakšno stvar. Ni vsako vprašanje za vsakega, ni vsako vprašanje za tisto, kar se vas dotakne. Če se iz vseh teh, zdaj smo na številki 190 vprašanj, vas eno dotakne, je to v redu, ni? In potem, če iz vseh 190 je vsako vprašanje se vsaj enega dotaknilo, pa vem, smo se dotaknili vsi skupaj 190 ljudi in je to
Ok, odlično. Fajn. Ja, imaš prav. Natalija, kako ona simpatično rekla, glej, to je, če bo angry. Bo v redu na koncu, ja. Dobro, moram nehat. To ste rekli, zdaj sem šel malo out of the box. Fajn. Bodite zdravi. In hvala, ker ste nam pomagali, še to moram dodati, zbrati preko 2000 evrov za družino, ki smo jo zbirali. Mislim, da smo zdaj na številki 2100. In jaz vem, da se bo marsikdo ta vikend še pogledal posnetke, ponovitve. Do konca ponedeljka smo dovolili si pogledati posnetke in torkovega dogodka in včerajšnjega dogodka. Tako tisti, ki boste videli posnetke do ponedeljka, do polnoči, ki jih lahko vidite, si jih pogledajte in če boste videli neko inspiracijo, donirajte. Zdaj smo na 2100 evrih, tako da bravo vsi. Mislim, da je 2000 nekaj, skoraj 2100, no, malo manj. Tako da ja, bravo. Ja, mi je všeč in sem hvaležen. Zdaj pa vas vabim, da delite, všečkate, komentirate, če še tega niste naredili in mi pomagajte, da delim oziroma dam te informacije, ta znanja še večjemu številu ljudi. Ostanite zdravi. Se vidimo.